Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, še enkrat prijazno vabilo na naš tradicionalni dogodek MoneyHow Live z naslovom Investicijski šov leta. To dejansko tudi postaja, nihajnost na borzi se je povečala in vsak dan se zgodi nekaj šokantnega za svetovno gospodarstvo. Donald Trump nam je pripravil šov, zakaj ga ne bi pripravili tudi mi, kako loviti zaslužke v negotovem okolju, kako sestaviti portfelj, kako torej zvoziti skozi to viharno predsednikovanje Trumpa in kako v tej trgovinski vojni poiskati priložnosti. To bo pravzaprav tudi vsebina današnje epizode. Dve velesili ste se udarili s carinami in zdaj čakamo, da Trump oklofota s carinami tudi Evropo. Skratka, zanimivo obdobje je pred nami. Dogodek mimogrede bo 22. maja v Kristalni palači v Ljubljani. Vse je v opisu epizode, tako da vabljeni. Vabljeni tudi, da spremljate našo posebno sekcijo MoneyHow Friends na YouTubeu, kjer bodo odloženi krajši videi s sogovorniki, kjer se pogovarjamo bolj sproščeno o investiranju in konkretnih naložbenih potezah. Evo, z menoj je Sašo Šmigič, član uprave General Investment. Zdrav, Sašo. Zdrav, Marja. Trgovinska vojna je tu in midva bova danes poiskala odgovor na vprašanje, kaj vse to pomeni za vlagatelje. Zdaj ne vem, toliko stvari se dogaja, odkar je na čelo v bistvu ZDA stopil Donald Trump, da vsak dan v bistvu mediji poročajo o nekem breakingu. Recimo, samo da ti na hitro povem, danes zjutraj sem se zbudila, danes 5. februarja, sem se zbudila ob novici, da bo ZDA prevzel Gazo, tam bo zgradil stanovanja, infrastrukturo, ustvaril službe. Nekaj ljudi bo deportiral v sosednje države, ampak ok, to so detajli. En dan prej je uvedel carino na kitajsko blago, predtem je še napovedal carine na mehiško blago in na blago iz Kanade. Skratka, tam so se potem uspeli dogovoriti za ta enomesečni moratorij. Evropa še čaka, tako da šefica Evropske komisije je povedala, da smo pripravljeni na vse, kar bo Trump pripravil. Sašo, mogoče, če lahko začneva z vsem tem, kar se dogaja, ti spremljaš cel svet, ampak recimo primarno je pa tvoj fokus, ker že dolgo časa spremljaš Kitajsko, ne? Pa mogoče lahko malo pokomentiraš, kako ti vidiš te poteze Trumpa, ki v bistvu izsiljuje, pa uporablja te carine tudi za orodje, za zunanje politične pritiske. V bistvu gre za, kako bi rekla temu, kot za buljanje, po domače povedano. Mislim, to ni naš prvi šov z gospodom Trumpom, ne? Ampak še enkrat več je dokazal, da njegov primarni poklic ni biti politik, ampak je biti biznismen, pa trenutno pač tudi showman. Ne? In ja, tukaj na obeh teh področjih nas ni razočaral. Kar se tiče njegovega delovanja, videli smo že v prvem mandatu, načeloma tudi njegova biografija je dosti podobna, ima dosti jasno strategijo. Napadaj, nikoli ne priznaj ničesar, pač in vedno se postavi na vrh. In to dejansko dela na vseh aspektih svojega, tako poslovnega kot zdaj tudi političnega življenja. Vidimo, da uporablja zelo močno retoriko, uporablja vsa orožja, ki so mu na razpolago, in s tem pač gradi svoj pogajalski položaj. Videli smo, kaj se je. Presenetljivo je to, da je toliko časa čakal s Kitajsko. Ne? Vsi smo se bali, da bo ta prva stvar, ki bo naredil, 60% tarife na Kitajsko, full-fledged war, ampak ni. Ne? Obe strani se še tako še malo tipata in presenetljivo nežno vse skupaj deluje. Je pa močno retoriko uporabil proti sosedam, proti Kanadi in proti Mehiki. In kaj se je zgodilo? Ko je pripravil izhodišče, je rekel, ok, za en mesec ukinjamo tarife, gremo se pogovarjati. Ne? To je njegov modus operandi. Sam sekundo, ampak zahteval pa je, da se nemudoma pošle vojake na meje, kjer pač bodo te vojaki branili ameriško v bistvu mejo in pa pač meje Mehike in Kanade. Seveda, zdaj, mislim, utopično bi pričakovati, da se v ozadju ne dogajajo pogovori konstantno in da telefoni niso na vročih linijah. Seveda so. To je del pač njegove biti, načina operiranja. Tako da jaz verjamem, da se veliko dogaja tudi na liniji med njem in Kitajsko oziroma njegovimi posredniki na strani Šija. Recimo ena taka zelo zanimiva stvar je bila
Moram omeniti, da sem bil na Kitajskem ravno v času, ko so bile ameriške volitve. Se pravi, v tednu ameriških volitev. Volitve so bile v sredo, jaz sem letel tja v soboto in ko sem bral časopis, je bil izid ameriških volitev v zahodnih medijih še dosti nejasen. Zanimivo je bilo tako, ko sem prišel na Kitajsko, prvi pogovor, ki sem ga imel, vsi so bili prepričani, da je Trump zmagal volitve. Tako da to je bil fakt. In konsens takrat je bil, da se bo pač s dnevom, ko bo ustoličen na prestol, začelo res trdo obdobje trgovinskih vojn. Govorili so o 60% tarifah za kitajske izvoze. To je bila zgodba prvi dan in meni je bilo res zanimivo, da sem se najdel v takem okolju, recimo v državi, ki je bila najbolj na udaru, če bi Trump zmagal, in nisem dobil občutka, da je to na Kitajskem nekaj, kar bi jih zelo močno pestilo. To je bil en tak zelo zanimiv prvi občutek. In potem so se začeli pogovori malo v zadju, zakaj to ne bi bil lahko tako velik problem, kot se je pisalo, da bi lahko bil. In zgodba je bila taka, da načeloma Trump ne pridobi ničesar, če Kitajsko potlači še bolj, kot je potlačena. Ker roko na srce zadnjih 8 let tečejo te trgovinske vojne. Kitajska je, kar se tiče makroekonomsko, v nezavidljivem položaju. In ja, s temi tarifami bi mogoče pridobil nekaj malega. Bistveno večja zmaga za njega, glede na to, da je showman in biznismen in da se rad pobaha s kakšnimi stvarmi, kot uvajanje nekih carin na kitajsko blago, bilo pa, da bi se uspel dogovoriti za deal s Kitajci. Zakaj je sploh problem med Ameriko in Kitajsko? V bistvu sta dva, ampak če govorimo najprej o tem trenutnem ali pa bolj kratkoročnem, je ta neuravnoteženost trgovinske bilance. Se pravi, Kitajci izvozijo na Ameriko 3-krat več, kot uvozijo nazaj, in to povzroča preglavice pri zunanji trgovini. Ta odnos ni usklajen. In za Donalda Trumpa bi bila bistveno večja zmaga, tako politična kot ekonomska, če bi uspel s Kitajci se dogovoriti, da bi Kitajski v zameno za njihov izvoz iz Amerike uvažali pač večjo količino dobrin in storitev. In ko je pogovor tekel, kaj bi lahko ta dobrina bila, ki bi jo Kitajci nujno potrebovali in jo potrebujejo in Američani imajo, je beseda hitro stekla na to, da so to lahko energenti. Se pravi, tudi Donald Trump je že napovedal, da bo Amerika ratala energetska velesila, ukinil je marsikatero omejitev povezano s trajnostnim razvojem, se pravi, kar naenkrat stvari, ki so bile zaščitene, niso več tako zaščitene, kar pomeni, da je nekaj na temu. Kitajska pa kot pač ekonomska velesila, ki je najbolj v bistvu lačna energije, to potrebuje. In če bi se uspel dogovoriti s Kitajci, da bi Kitajska kupovala večje količine utekočinjene naftnega plina in nafte iz Amerike, bi bilo to bistveno večja zmaga kot vzpostavitev nekih tarif, kjer bi roko na srce veliko negativnih posledic trpeli tudi domači Američani, oziroma njegovi volilci. Tako da to je bil en tak silver lining v unem tednu, ko sem bil tam, da so vsi pričakovali, da bo do nekega pogovora prišlo. Ampak vedno je možnost tudi drugače. Kaj pa, če do tega ne pride? Zdaj pa verjetno, kaj je tvoje vprašanje nekaj za naprej na to temo? Ne, veš, kaj sem te hotela v bistvu, zdaj, ko govoriš o tej izmenjavi. Zanimivo je, da v bistvu zdaj vsi te svetovni mediji, vsi te politiki, geopolitiki, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem, analizirajo poteze Xi Jinpinga in pravijo, da se zelo milo odzval na vse skupaj, ker ti vsi novi ukrepi, on se v bistvu omejil na izdelke v vrednosti približno 14 milijard dolarjev. Tudi omenil si, da ima Kitajska kar nekaj težav z gospodarstvom in konkretno pravijo, da tukaj ima Kitajska več za izgubiti kot pa recimo ZDA. Če pa greva nazaj v leto 2018, je bilo pa bistveno bolj brutalno, bistveno več izdelkov so doletele te carine, ki so se potem še naprej pod Bidenom pač večale.
Ne vem, da je mogoče malo to povedati, zdaj si malo skomignil z rameni oziroma vzdihnil, ker sem rekla, da ima Kitajska tukaj več za zgubiti. Zakaj? Ja, pa ne. Ja, pa ne. Recimo, bistveno večja težava Kitajske, kot trenutno trgovinska vojna z Ameriko, je, da je domači potrošnik res v močnem kršu. Se pravi, neki normalni razvoj države bi bil tak, da bi v tej fazi, kjer Kitajska danes je, domača potrošnja mogla predstavljati bistveno večji del GDP-ja kot ga. Zdaj, zakaj je kitajski potrošnik v krču? Najbolj enostavne razlagi sta dve. Eno je, da se je na Kitajskem v zadnjih 2-3 letih zgodil dejansko enak scenarij, kot se je leta 2008 zgodil v Ameriki na področju nepremičnin. Se pravi, nepremičninski balon ali pa ta babel je tam počel in glede na to, da je glavni hranilec ali pa percepcija vrednosti kitajskega potrošnika vezana ravno na nepremičninski trg, kot je tako malo pri nas, je to povzročilo kar veliko paniko med prebivalstvom. In če pomislimo, da od 90-ih let do nedavnega takih primerov ni bilo in da so v bistvu vsi ti ljudje, ki so danes lastniki stanovanj, se rodili v veliki revščini, je za pričakovati, da so se v prvi taki nevarnosti, da se vrnejo stvari nazaj na tisto neslavno obdobje na Kitajskem, močno zasidrali v njihova srca in so zategnili ročno. Drugi faktor je pa COVID. Sprav, ne smemo pozabiti, da COVID-ni ukrepi na Kitajskem so bili res ekstremni. Tako da oba ta faktorja sta pustila velik pečat na kitajskem potrošniku. Po drugi strani so pa stopnje varčevanja na Kitajskem tako izjemno visoke. Tako večkratnik tega, kar vidimo v zahodnem delu sveta, kar pomeni, da neko kolesje gospodarsko se obrača in da je na njihovih bančnih depozitih še večje neravnovesje, kot je mogoče pri nas. Obstaja kar velika zaloga ali pa velik tak blazina za kitajsko gospodarsko rast, ki se reče domača potrošnja. Tako da, če se to vrne, bo to bistveno neka druga zgodba za kitajsko gospodarsko rast. Vprašanje pa, zakaj se ne vrne. Ne vrne se pa tudi zaradi tega, ker so Kitajci pričakovali, da lahko pride na oblast Donald Trump in so vse ukrepe, ki bi jih lahko izvedli že pred pol leta ali pred enim letom in bi bili usmerjeni, ne vem, v reševanje domačega nepremičninskega trga ali pa v povečevanje domače potrošnje, malo prišparani. Se pravi, niso izstrelili vseh metkov takrat, mogoče bi bilo bolj, da bi jih, Američani definitivno bi jih, Kitajci so pa bolj zadržani in te velike granate šparajo, ker ne vejo čisto točno, kako se bo ta bitka odvijala v prihodnje. Zdaj ravno iščem seznam vseh teh po novem ocarinjenih izdelkov, mislim, da jih je bilo čez 100. Zanimiv seznam je, na seznamu so pa omenjeni tudi neke surovine, materijali, ki so nujno potrebni tudi za proizvodnjo recimo orožja. In pa seveda druge zadeve. A mogoče si kaj pogledal ta seznam, kaj vse se je ocarinilo? Seznam je neskončno dolg. Tako da ja, obe države targetirate določene, recimo temu vroče stvari. Zdaj smo pa mogoče se dotaknili tudi te druge točke, zakaj sploh prišlo do tako velikega konflikta med Ameriko pa Kitajsko. Eno je definitivno ta nesorazmerje med izvozom pa uvozom, drugo mogoče še bolj pereče pa aktualno v zadnjem obdobju je pa povezano s tem, da so Kitajci zavzeli stališče in v svojo dolgoročno vizijo razvoja države napisali, da bodo v naslednjih desetletjih prevzeli tehnološki primat na svetu. In mogoče v prvi fazi Zahod tega ni jemal 100% resno, ampak se je zelo hitro pokazalo, da Kitajci s tem mislijo še kako resno. In ja. Se mogoče tukaj lahko se dotaknemo tudi en teden prej, namreč to je bilo konec januarja, je prišlo do DeepSeeka, je prišel kitajski ta AI, ki je nekako vznemiril cel trg, vključno z vsemi temi iz skupine veličastnih 7.
No, točno to, ne. Recimo, če ti hočeš biti numero uno na svetu, pomeni, da moraš imeti neko tehnološko ali pa vojaško prevlado. Če to izgubiš, si težko še zmeraj prvi, ne glede na to, v kakšnem stanju je tvoja ekonomija. In Kitajci so res veliko vlagali v to področje. Nenazadnje so na področju klasičnih superračunalnikov, ki so zdaj že tako ancient history, bili dolgo časa celo pred Američani. In s tem, ko jim Amerika, ali pa primarno Amerika, omejuje dostop do določenih tehnoloških rešitev, beri teh najbolj naprednih čipov od podjetja kot je Nvidia in podobnih, probajo nekako zavreti ta tehnološki razvoj Kitajske in jim priprečiti, da bi uresničili njihovo strategijo. Zdaj, do DeepSeeka je bilo prevladujoče mnenje, da brez tega hardvera čudežnega pač ne moreš iti v korak z velikimi tehnološkimi giganti iz Amerike in da pač Kitajska bo tukaj zaostala. Recimo za DeepSeek sem tudi izvedel, da enega kitajskega Avstralca, ki je imel PhD iz ko se reče temu, računalništva, da je bil IT-jec in hkrati je bil pravnik, zato ker Kitajci so zelo pridni in imajo vedno vsaj 2 diplome, ker se morajo zelo veliko učiti v šoli, in on mi je razlagal za ta DeepSeek že takrat, da je že lani v bistvu malo povzročil te valovanja na domačem trgu, ker so mogli domači kitajski ponudniki, recimo te njihovi IT velikani, prilagoditi cene, zaradi tega, ker je neka garažna firmica ustvarila neko stvar za zelo majhen segment vložka. In meni je bil zelo zanimiv timing tega, recimo, da je DeepSeek postal globalno relevantna zgodba v tednu po Davosu, kjer je ta ameriška tehnološka srenja povezana z EOM hvalila in tolkla po prsih, kako je to nova tehnološka revolucija, ki je lahko možna samo pri njih. Tako da tudi to je mogoče eden izmed teh novih načinov bojevanja med temi velesilami. No, zdaj, ko omenjaš AI, to smo kar imeli obsežno prejšnji teden, kar nekaj podcastov na to temo, pa bi mogoče vse zdaj se dotaknila. Zdaj, tukaj ful enih stvari se zgodili, pa ful podjetij se omenja. Omenja se Apple, omenja se Google, Intel, Tencent, potem tudi ta ByteDance od TikToka, tako da Nvidia, res je kup Tesla, kup nekih podjetij, ker mi kot vlagatelji investiramo. A greva mogoče po vsak posamezen ukrep obdelati? Recimo, Apple je relativno sveža novica, ker so Kitajci rekli, da bodo pripravili podlago za morebitno preiskavo praks Apple pri zaračunavanju teh pristojbin razvijalcem aplikacij v trgovini App Store. Pa tukaj gre v bistvu v ozadju, ne bi bil nek dolgotrajni spor Apple z razvijalci, kot sta Tencent pa ByteDance. In to ne bi bil tudi na nek način pritisk Pekinga na ZDA. Kako ti to gledaš? To je v bistvu Bloomberg poročal prvi. Ja, mislim, to je del teh pogajalskih taktik, ki jih ima to obe države. Recimo, en indic, zakaj sem verjel, da je možno, da bo Trump dosegel dogovor s Xijem, je bilo, ko se je Trumpov najboljši prijatelj pojavil v nekih novicah, da ne bi on prevzel v bistvu večinski delež TikToka. Misliš Ilona Muska? Ja. Zdaj pazi, zdaj še druga novica prišla. Kitajci si želijo Ilona Muska, medtem ko Trump pravi, da bo Microsoft prevzel. Mislim, izbira Ilona Muska strani Trumpa je bila ena taka zelo modra poteza. Zakaj? Zato, ker Elon Musk ima zelo velik ugled na Kitajskem. Nenazadnje je Tesla močno prisotna na kitajskem trgu in ena izmed teh vročih front med Zahodom in Vzhodom so tudi je nova vizija mobilnosti, se pravi beri električna vozila. In glede na to, da je Musku uspel preboj na kitajski trg, da je tam prosperira in da je, kakor sem imel jaz možnost občutiti v pogovoru s kitajskimi avtomakerji, uživa kar velik ugled. Jaz rekel, da je bila to zelo modra in strateška izbira strani Trumpa, zato ker bo najverjetneje Musk deloval kot neke vrste posrednik med obema svetovama. Ja, se pravi, Trump hoče, da TikTok prevzamejo
zahodni lastniki, preferably Musk, Kitajci spet na drugi strani zvija roke ameriškim tehnološkim velikanom, ne nazadnje pač je kitajski trg izjemno velik. Iz prve roke vam povem, da prevladujoč telefon v njihovih rokah je bil ravno iPhone, tako da po moje Apple je zelo motiviran, da ta trg ohrani in da ga razvija še naprej. Tako da to so vse pogajalska izhodišča. In jaz ne bi preveč teže polagal na te novice. Pač na koncu upamo, da se bo izmenili res za neko končno rešitev, kjer bodo vsi ohranili pač lep obraz in bo dobro za vse. Vmes pa veliko nekih novic in veliko negotovosti in veliko nestabilnosti in trgi se bojo premikali gor, dol. Ja, volatilnost. To je pa fakt. Ja. Sam, kar se tiče tega TikToka. Trump je konec januarja povedal, da Microsoft se pogovarja z Kitajsko, medtem ko Kitajcem to ni všeč in Kitajci si želijo, da bi Elon Musk bil tisti, ki bi prevzel. Zanimiva zgodba pri Microsoftu je pa to sem pa tudi, smo pripravljali pač na Bloomberg Adria en članek, vezano prav na Microsoft in pa na Bing na Kitajskem, ker Bing zelo omejuje dostop do informacij. Tako da, če boš ti danes googlal v Evropi preko Binga določene stvari, recimo vezano na Kitajsko, jih boš normalno našel, ker ko boš pa šel na Bing iskati informacije o tej neki kitajski zgodbi na Kitajskem, pa ne boš našel. Tako da je tukaj tudi cenzura in Microsoft je dejansko se prilagodil. Mogoče tudi zato Trump misli, da bi bil Microsoft lahko primeren kandidat za nakup tega. Ne bi špekuliral, da bi bil bolj primeren kandidat, ali je to Microsoft ali je to Tesla. Glede na to, da ima Elon Musk res uspešno sodelovanje na Kitajskem, da je tam pač spoštovan gospod in poslovnež, bi jaz stavil v tej zgodbi, da če bi Kitajci šli po tej poti, bi najraje videli, da gre to v roke Elona Muska. Seveda v zameno za neko drugo stvar na drugem koncu sveta. Evo, sam še to povem, da je v bistvu od Bing, od Microsofta drugi najbolj popularen ta iskalnik na Kitajskem, pa ko govorimo recimo konkretno, še en primer bom dala, vezano na to, kaj iščeš na Kitajskem, pa škoda, ker ti nisem to povedala, da bi pogooglal oziroma pobingal ta pokol na trgu nebeškega miru, recimo te informacije ne boste našli na kitajskem Bingu. To se mi je zdela zelo zanimiva zgodba. Tako da v bistvu Američani tudi sami v bistvu vejo, kere informacije treba cenzurirati na kitajskem trgu. Zelo dobro vejo, kako se treba obnašati, če hočeš prosperirati. Ja. Kaj pa si misliš o tem zdaj, o tem Apple zgodbi, pa kako bi potencialno to lahko vplivalo na delnico, ker tukaj je pač nek pritisk zdaj verjetno. Zdaj gledam v pre-marketu, naj bi delnica Apple začela izgubljati trenutno 3% dol v pre-marketu na 5. februar. Pač, kot sem že rekel na začetku, teh novic bo ogromno, vedno več. Zdaj reagirati na čisto vsako stvar, pa pričakovati, da bo to pač milo za drago, bi jaz rekel, da ni mogoče najbolj smotrna odločitev. Jaz verjamem, da je v interesu tako Apple kot kitajskih potrošnikov, da Apple ostane na Kitajskem. Treba se zavedati, da je tam ogromna količina mladih ljudi, ki uporabljajo vso tehnologijo, ki imajo dostop do sveta. Mi mislimo, ali pa mogoče ljudje mislijo, da so Kitajci omejeni na njihov ekosistem in da ne vejo, kaj se zunaj dogaja. Ne, vsi mlajši, govorim mlajši, sprav, od moje starosti navzdol, uporabljajo VPN, uporabljajo v bistvu vse stvari, ki so na voljo nam in vejo, kaj se dogaja v svetu in radi uporabljajo to tehnologijo. Tako da jaz bi bil zelo presenečen, da bi tukaj prišlo do nekega zelo ostrega konflikta, oziroma da bi bil Apple nekako prikrajša za kitajski trg, ker to ne bi šlo dobro tudi s kitajskimi potrošniki. Mene je zelo presenetilo, da je mladina dosti podobna temu, kar vidiš v zahodnih prestolnicah. V bistvu sploh ni razlike, razen mogoče malo v potezah obraza in oči, ostalo je pa dosti identično.
Z mano je bil en mlajši kolega iz pisarne Matej in je rekel, ko so bila na Subwayu, da oni so isto v matrici, tako kot smo mi na Zahodu. Vsak prek svojim iPhonom, vsak skrola po nekih appih in to je to. A mislim pa, da je prav, zdaj glih iščem to poročilo, pred kratkim je Apple namreč objavil poslovne rezultate, pa mislim, da so prav poročali o tem, da je število, da jim je prodaja na Kitajskem upadla. A nekaj tam je tudi močna konkurenca, Huawei je tam predvsej velik konkurent. Ja, ampak spet, Apple je neke vrste statusni simbol. To je fakt. Ima sicer zelo dobro delujoč celoten ekosistem, če se enkrat navadiš na to, enostavnost uporabe, pač težko greš na karkoli drugega, ampak še zmeraj roko na srce nek statusni simbol. In glede na to, da so vsa poročila teh luxury brandov v zadnjih letih močno povezana s tem, kaj se dogaja na Kitajskem, lahko iz tega razberemo, da Kitajci dajo veliko na prestiž in ugled. Tako da, če ostane teza, da se bo Kitajska razvijala še naprej in da se bo delež, recimo temu, ljudi, ki imajo malo več pod palcem, še večal, potem lahko pričakujemo, da se bo tudi povpraševanje po teh luksuznih dobrinah in statusnih simbolih še naprej povečevalo. Tako da jaz mislim, da tukaj ni problem, da bi Apple pač zaradi konkurence domače izgubil, vsaj kratkoročno, kakšen tržni delež. Pa ko smo že pri Apple, eno zelo zanimivo predavanje iz novembrske konference je bilo strani nekega sivolasega nemškega gospoda, ki je bil dolgo leta predstavnik Evropske komisije na Kitajskem. Zakaj ravno Nemci? Zato, ker 2/3 trgovine EU-ja in Kitajske ravno predstavlja Nemčija, od tega večina avtomobilske industrije in pa kemične industrije. Je dal en tak dosti črnogled pogled za Evropo. Okay, začel je s tem, da prvič v zgodovini to, kar je dobro za Volkswagen, je dobro za Nemčijo. Ampak pustimo to zgodbo. Druga stvar pa je bila, tema pogovor pa je bila povezana s tem, da ne bi tuja podjetja začela kako se reče, kako se bi slovensko to izrazil, ampak onshoring, se pravi vso proizvodnjo, ki smo prej outsourcali na Kitajsko, bi oni radi zdaj prenesli domov nazaj. Nearshoring. Je rekel, da to pač žal ne kratkoročno, ampak tudi srednjeročno ni možno. Zakaj? Zato, ker recimo tudi, če bi Apple prestavil tovarno v Indijo iz Kitajske in bi bil ta iPhone assembled in India, je še vedno 19 od 20 kemikalij, ki so nujno potrebne, da ti narediš ta iPhone, prihaja samo z Kitajske. Tako da alternative za ta obseg, za to kakovost, pa za to ceno v večini industrij kitajski supply chain dejansko nima. Tako da spet še en razlog več, zakaj je vsem strankam v interesu, da pride do nekega dogovora in da se v bistvu tak negotovost povezana s to trgovinsko vojno čim prej ustavi. A lahko mogoče se zdaj preslikava malo na Kitajsko, ker zdaj včeraj sem gledala navkljub temu, da so bile napovedane, da je dejansko prišlo do trgovinske vojne, ena in druga stran so napovedale carine, ampak pa pogledava recimo delnice, recimo Tencent, Alibaba, so šle pa gor, ne? Tudi nekako, kaj misliš, da se bo zdaj dogajalo? Ker marsikdo tukaj zdaj špekulira, sploh recimo zdaj, ko je napovedan pač neka preiskava zoper Google pa Apple, a veš, na drugi strani imamo pa pač neke kitajske ponudnike, ki lahko profitirajo. Kje vidiš ti te ponudnike? To je dosti povezan z zgodbo z DeepSeekom. Ker kaj DeepSeek pomeni? To pomeni, da cela teza, pomeni, da je ta barrier to entry na področje aplikativne AI tehnologije padel. In da bo v bistvu celotna AI zgodba zdaj dobila sam enormen pospešek, ker bojo stvari ratale cenovno bolj dostopne. Se pravi, zdaj nismo več v zgodbi, kjer je to pač povezano z nekim hardwareom, z nekim ful močnim znanjem. Dejansko bodo zdaj prišle v spredje zgodbe tistih podjetij, ki bodo znali obstoječo tehnologijo najhitreje pa najbolje aplicirati na
celoten obseg storitev in proizvodov, ki jih prostajajo. Prav, malo se je spremenil narativ AI zgodbe. Se pravi, ni več v tem, kdo bo zdaj uspel, narediti neki app, ampak kdo ga bo to tehnologijo znal najboljš uporabiti. In tle je glavni driver zdaj, ki ga jaz vidim za večino teh delnic. Ne. Plus, da so zmagale firme, kakorkoli se to malo smiš, ki so bile 1 ali pa 2 koraka za tem pehanjem, za najbolj sodobnimi tehnologijami. Prav, ki ni imel AI orodja, je zdaj v bistvu zmagal. Zakaj? Zato, ker bo lahko dobil za bistveno manj denarja. Tako da jaz bi rekel, da je tle tale zgodba okoli Alibabe in Tencenta dobila na veljavi v zadnjih tednih in zaradi tega so te delnice zrasle. No. Misliš pa, da zdaj te rast včeraj, recimo potem, ko so bile uvedene carine, misliš, da nima nobenega vpliva? Sem že rekel, na Kitajskem se je pričakovalo, da če bo prišlo do carin, da bodo te carine 60%, tarife 60%. Tako da vse, kar je manj, je tudi verjetno lahko en pozitivni razlog. Ne? Se pravi, ni to grozno, kot smo mislili, da bo, ampak res pa še nismo sploh videli začetka tega novega konflikta med Trumpom in Xijem. Tako da moje stališče je, da je to bilo povezano s tem, da so tudi njihova domača AI orodja ratala ravno tako dobro kot ameriška in da je bil to glavni razlog za rast. Potem v MoneyHow Friends bova pa malo pogledala konkretno, katere kitajske delnice bi potencialno lahko tukaj še profitirale. Ampak veš, kaj sem te hotela še vprašati, vezano na Ameriko in Kitajsko. Zdaj napovedan je celo nek sestanek Trump-Xi Jinping. Kdaj se bo zgodil in kaj se lahko potem zgodi po tem sestanku? Te sestanki po mojem potekajo že skozi. Bodi si po telefonu, bodi si v živo, ne vem. Zakaj pride v medije je drugo. Ampak res ne vem kako se bo to odvijalo, pa kakšna bo časovnica. Ne? Nobenemu ni v interesu, da se to odvleče v letih. Dejstvo pa, da je zelo težko pričakovati, da se boste zmenila tudi v prvem tednu, ker pač vprašanje veliko. Ne nazadnje njun pogovor zajema ne sam njun odnos, ampak zajema marsikatero geopolitično vprašanje v globalnem kontekstu. Tukaj moramo omeniti Panamo. To so vsa pogajalska izhodišča. Se pravi, ali boš tam naredil to, pa bo Panama ok, ali pa ne. In zdaj pol Kitajc bo najdel drugo zgodbo. Ja, ampak če boš pa ti meni, kaj bom pa jaz klete takole naredil. To je en res tak velik monopoli, ki ga igrata te dve velesili. Tako da gleda ugibati, kaj se dogaja v zadju, kdaj se bo zmenili, kako se bo zmenili. Ampak zdaj Trump je bil tukaj kar jasen, kva hoče. Hoče ta Panamo, zaliv prevzeti, potem je rekel Grenlandijo, potem hoče, da države enakomerno prispevajo v NATO, potem hoče, potem je ta pariški sporazum bi rad prekinil, ker pač gre ogromno denarja v to zgodbo, potem želi, da tudi druge države približno toliko uvažajo ali pa uvažajo ameriških izdelkov kot oni sami. Mislim, on je tukaj kar precej jasen. America first. First, second, third and fourth. Ne? Ja. Ampak to je spet ta del njegov tega šova. Ne? On bi vse, skozi napada, skozi diverzije, pozornost šiftaš vsako minuto, zato ker je vedno neko novo vrelišče, neka nova novica. Tako da jaz si predstavljam, da tudi za vas v medijih je to malo challenging. Ne? Ker zjutraj se zbudiš z neko godbo v glavi, popoldne se to že malo obrne, zvečer, ko se ameriški trg zapre, se market odziva nekako drugače, naslednji dan je pa spet znova, spet nekaj novega. Tako da to je sam ta igra teh diverzij in a smo pričakovali, da se bo kaj takega zgodilo pod Trumpom, smo, ampak vsakič znova, ko doživiš tako stvar, si presenečen, kako je to sploh možno. Ne nazadnje, kar mene navdaja z neke vrste optimizmom, je, da je Trump po srcu biznismen in da on ocenjuje uspešnost svojega mandata preko pač tega, kar se dogaja na kapitalskih trgih. Tako da, at the end of the day,
z vsem tem, kar se dogaja, z vsem tem šovom, ki nas je zdaj doletel s Trumpom, ko pogledam tečajnico na borzi, Bloomberg, in pogledam year-to-date donose across the board, ja, super. Ne? Se pravi, če bi bil sklopljen iz medijev, bi sam gledal delniške tečaje, bi rekel, da se nam cedita med in mleko. Tako v Ameriki, kot v Evropi. Čeprav malo je bilo razburkano, no, zdaj za 14 dni moram priznati, da se je kar veliko dogajalo. No. Tudi upadli so tečaje. Nvidia recimo je rekordno tržno kapitalizacijo izgubila v enem dnevu, 600 milijard se mi zdi. Praktično 2 ponedeljka sta bila zdaj zelo brutalna, ne, za vlagatelje. Ja, ampak če pogledaš general market kot tak, da si ga recimo danes zjutraj prvič pogledal v letošnjem letu in si videl, da je Evropa gor, ne vem, med 5 pa 8%, Amerika med 3 pa 5, ok, trgi v razvoju malo slabši, ampak ok, bi rekel, super, nič se ne dogaja kaj preveč, ne? Ni problema v svetu. Tako da, ja, veliko bo tega še. No. Jaz tudi mislim, da bo zelo veliko in zelo pestro. In ja, kot si rekel, z vidika novinarstva so to zelo razborljivi časi, moram priznati. Zdaj, kar se tiče year-to-date, si rekel, to je v bistvu komaj en mesec tehnično gledano. Enomestni donosi so, vse je zeleno obarvano. Zdaj, konkretno, če ti povem, se tu sam si verjetno gledal, S&P je še zmerno vkljub turbulencam, 3% gor, potem v Nasdaq na vkljub turbulencam 2% gor, Evropa, Eurostoxx 50, 7% gor. To bi bilo pa fajn za raziskati. Verjetno je DAX tisti, ki je v bistvu dobro reformal in točno to, nemški DAX 7% gor, kak 7% gor v letošnjem letu, ampak pazi to, SB top 14% gor. Prav. Zdaj pa Marja, zate eno vprašanje za novinarko. A veš, katere delnice so delale v zadnjih 3 letih glih toliko dobro, še ne celo malo boljš kot ameriških Magnificent 7? Zdaj imaš rekel, kakšne indijske? Ne. Dobro, čakaj. Katere delnice? Ja, Obrambna panoga? Ne. Pa bom pa rekla, mogoče zdravila za hujšanje? Ne. Evropske banke. Evropske banke. To pa je še dodaten. To je ena taka stvar, ki je šla tako malo pod radarjem, o katerem se nič ni preveč govorilo, oziroma saj jaz nisem zasledil, ampak če pogledaš donose evropskih bančnih delnic, so zelo lepi. Zanj smo delali analizo, ampak moram priznati, da se pa ne spomnim točnih donosov, bi pa mogla zdaj pogledati. Mislim pa, da je ravno včeraj Intesa recimo objavljala rezultate. Pa tale Deutsche Bank je tudi, ampak tudi nisem šla pogledati detaljno. No. A to si ti kaj gledal? Vedno gledamo te stvari, ampak ja, v bistvu je zelo zanimivo, da niso kle Nemci v spredju, kot so bolj te netipični zmagovalci, no? Bolj francosko-italijanski. Tako da, ja. Mislim, trenutno smo tudi v enem takem čudnem obdobju, ker je Evropa kljub vsemu pač v neki situaciji, kjer ni bila, mislim, saj jaz se ne spomnim v mojih 20 letih, da bi bila Italija nek pojem stabilnosti, tako politične kot gospodarske, no? In da bi bila gonilna sila Evrope Nemčija v takem težkem položaju, kot je. Tako da tudi to nam kaže na to, da smo res v nekih zanimivih časovnih obdobjih. Če pa sem sekundo mi daš, ti pa točno tudi povem, kakšna je bila donosnost. Res graf zgleda na prvi pogled tak zelo uspenjajoč, če lahko rečem temu tako. Zdaj, če tlele pogledava v 3 letih, se pravi 12% donosnost na leto, a pa če vzamem recimo od dna, sam sekundo še tlele pogledam na brzino, se pravi od 19.7.2022 pa do danes, je bilo pa 35% donosnost na leto. 35 od dna, ko sem sredi julija 2022 pa do danes, 35% donosnost leto. Evropski ta indeks banks, ki spremlja vse banke evropske.
V redu. Luštno, No, evo, bomo pogledali, lahko še pogledam na hitrco za NLB, da vidim, koliko je zaostajala oziroma koliko je bila uspešna v primerjavi z svojimi kolegi. Ker mislim, da je bila tudi kar relativno. Pa bom tudi pogledala sam dno, dobro, malo bom prestavila, ajde tlele. 45% na leto, se pravi 150 v obdobju od julija 2022 pa do danes. V redu. Veš, in pol pravijo, ne znarja v banko, ne. Sam kam v banko? Ja, zdaj, če gledaš depozite, a ne? Ne, depozite ne. V bančne delnice pa ja. V bančne delnice pa ja. Evo, to bomo pa naredili eno ločeno epizodo o bančnih delnicah. Okay. Da, super. Kako pa banke na Kitajskem poslujejo? Ker si rekel, da imajo ogromno denarja, prebivalstvo. Na Kitajskem je pač ena težava, ki jo morajo rešiti. Mislim, dve težave sta. Ena je še zmer nepopolnoma delujoč ali pa še zmer nepremičninski trg, ki je zelo v krču. Druga je pa domača potrošnja in obe težavi sta povezani. Ne? Se pravi, če bi prišlo do okrevanja nepremičninskega trga, bi verjetno domači potrošnik dobil malo tudi ta veter v jadra in bi bil kozen efekt in se bi stvari obrnile dosti hitro na pozitivo. Dokler tega ne bojo videli, pa verjetno tudi okrevanja v domači potrošnji ne bo. Tako da, če ni pretirane potrošnje, potem tudi ni pretiranega povpraševanja po kreditih. Če ni pretirane aktivnosti na nepremičninskih trgih, ni pretiranega povpraševanja po kreditih. Tako da tudi kitajske banke so kle mal v krču. To se lahko zelo hitro spremeni, se pravi z nekimi resnimi ukrepi, se pravi nekaj podobno QE-ju, ki smo ga videli v Ameriki. Če bi to naredili na Kitajskem, pa vejo, da pač je to dobra stvar, verjamem, da bi tudi znali to speljati, pa bi ta problem rešili dosti hitro. Bi bil danes kitajski trg, potrošniki, nepremičninski trg v bistveno boljši kondiciji, kot je. Ampak, ker je bila ta neznanka z novim ameriškim predsednikom, ki danes ni več neznanka, tega niso naredili lani, ampak čakajo na recimo temu izplen pogajanj s Trumpom. In kle bojo bolj tudi prilagajali to politiko. In jaz verjamem, če se bojo uspeli dogovoriti za neko za obojestransko sprejemljivo rešitev, bomo videli na Kitajskem zelo hiter en full-fledged QE. In ja, pol zna biti tudi kitajski delniški trg, ki je bil malo grdi raček v zadnjih, od COVID-a naprej, no, recimo tako, bi znal ponovno zaživeti. In ja, tudi kitajske banke bi kle v bistvu dobile res neko novo življenje ali pa nek nov veter v jadra. A zdaj, ko govoriva o kitajskem delniškem trgu, kateri indeks si pozoren? Hang Seng? Tako je. Tudi, ko se pogovarjaš s tujimi investitorji, zelo majhna naklonjenost oziroma tako, no, zakaj notranji trg ni zaživel toliko, kot smo mislili, da bo, ko se bo odprle te povezave. Zaradi tega, ker Hong Kong uživa še zmer primat zaradi svojega, recimo temu, anglosaksonskega backinga. Tam je pravna ureditev drugačna, kot je na notranjem Kitajskem. Zato so vsi tuji investitorji raj dotikajo Hang Senga. Sploh te, ki so bolj povezani s fixed income koncem, še toliko bolj, ampak tudi equity konc tujci oziroma tuji investitorji preferirajo Hang Seng in zame je to bolj referenčen odraz tega, kaj mi z globalna investicijska srednja. Notranji trg je malo bolj lokalno pozicioniran, tako da zaradi tega tudi vidimo, da pride do nekih diskrepanc v samem performancu. Veliko je povezan tudi z juanom, ampak ja, zame kot še vedno pač tujega investitorja je Hang Seng bolj pomemben. A kot Shenzhen oziroma Shenzhen? Ali pa Šanghaj, ne?
ali pa Šanghaj. Se pravi, potem večji fokus imaš na Hang Sengu. Potem. Zdaj, če gledava letošnje leto, je tudi v plusu in skoraj 3%, 2,7% je gor, ne, Hang Seng. Zanimivo. A mogoče veš iz glave, kako se stavljena košarca v Hang Sengu, kateri so največji, katere družbe imajo največji delež v Hang Sengu? Mislim, podoben kot ameriški indeks, te tehnološki velikani prednačijo. Pol so počasi banke, kjer so res velike, načeloma so to na pol državne institucije, ampak ja, primarno high-tech, IT velikani, finančne institucije, pol njihov Volt je zelo močen, Meituan, tako bi rekel, dosti podobna struktura kot v Ameriki, kar je pozitivno. Tak indeks hočeš imeti, nočeš imeti teh zaspanih, nepropulzivnih indeksov, kot jih imamo v Evropi. A greva mogoče še odgovoriti na vprašanje, zdaj pač veliko dogaja, ful je turbulenc, pač nihajnost je povečana. Kako naj vlagatelji v takšnem okolju upravljajo svoje premoženje? Marsikdo se tudi sprašuje, mogoče bo pa tukaj, ne vem, priložnost za investicijo na kitajski trg ali se sploh izpostaviti kitajskemu trgu? Ja, jaz mislim, da ja, iz večjih razlogov. Pa da sem spet malo tvegam, da se bom ponavljal, ampak vsem je v interesu neko kobivanje in Američanom in Kitajcem. Pričakovati, da lahko obe strani nekako živata neko paralelno življenje, je z mojega stališča dosti utopično. Tako da jaz verjamem, da bomo najdali neko rešitev, bojo najdali neko rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. In v takem primeru definitivno moraš izpostavljati tudi kitajskem delniškem trgu. To je bilo tudi eno izmed mojih vprašanj na zadnjem obisku, ali je to njim sploh pomembno, kakšen odnos imajo oni od tega, ali gledajo na to kot neko stvar, ki jo bojo razvijali ali ne. In odgovor je bil tako soglasno ja, zato ker Kitajci razumejo, da se skozi kapitalski trg spodbuja, podpira ta duh podjetništva. Nenazadnje pač to dokazuje tudi zgodovina njihovih uspešnih IT velikanov, ki so nastali v zadnjih 10 letih. Sprav, brez borze ne bi bilo Alibaba, ne bi bilo Tencentov, ne bi bilo Meituanov, oziroma verjetno bi bili, ampak vprašanje v kakšnem stanju. Tako da to dosti razumejo. Jih pa zelo moti, to so pa tudi povedali večkrat, da so te trgi dosti nepredvidljivi. Kitajci imajo radi stabilno, plansko, najraj bi politiki videli, da trg raste s predvidljivo 7 do 8% stopnjo rastjo z minimalno volatilnostjo. Vsi premiki navzgor ali pa navzdol jim nekako ne pašajo. Tako da kle je malo problema. Ampak ja, dolgoročen vlagatelj definitivno mora imeti kanček premoženja na teh propulzivnih trgih. Zakaj? Zato, ker tam je rast. Indija, Kitajska, cela ta jugovzhodna Azija, če pogledaš, ne vem, naslednjih 5-10-15 let, mislim, če bo kje rast, bo tam, zaradi večjih razlogov. Tako da ja, jaz predlagam, ali pa mislim, predlagam, bi predlagal, da imajo določeno izpostavljenost v tem trgu. Ko govoriš določeno, a to govoriva o manj kot 10% izpostavljenosti? Se vem, ampak ja, včasih je treba tudi pogledati samo strukturo portfelja, ne? Pa mogoče tudi upoštevati neke omejitve. Ja, jaz bi rekel, ja, mislim 10%. Najmanj to, ko imaš v kripto, ne? Najmanj to, kot imaš v kripto. Joj, te mladi so 100% izpostavljeni kripto, tako da lej. A ja, ok, pa ne. Mogoče malo manj pa, no. Zdaj sem poiskala tudi v bistvu, kateri so družbe v tem indeksu Hang Seng. Na prvem mestu je, jaz bom kar povedala po domač, HSBC Holdings, okay. Tencent, Baba, Meituan,
Xiaomi, ne znam sploh izgovoriti. Xiaomi, China Mobile, Bank of China, BYD, recimo, to so take, ki jih v bistvu pač poznamo, ne? Smo že slišali za njih, ne? Ampak jih je pa res kar precej noter v tem indeksu, tako da 50, top 50 konkretno imam tukaj izpostavljenih. Te deleži teh, ki sva jih omenila na začetku, je pa kar precej velika, ne? Recimo Tencent 8%, Baba tudi skoraj 8%, Meituan tudi skoraj 7% in kot si rekel, na podobna struktura. Točno to je. Ja, v redu. Fino, a imava še kakšen nasvet za konec za vlagatelje? Poleg tega, kar si že povedal, da je fino, da smo malo izpostavljeni do Kitajske, mogoče s kakšno košarico, mogoče ne s konkretnimi delnicami. Ne. Vedno so pač... investitorji vedno iščemo rast, tako da kamorkoli se pozicioniraš, mora biti glavno vodilo, da pač tam neka rast je. In pol pogledaš, a je cena za to rast upravičena ali ne. Oziroma, če ni rasti, mora biti zelo privlačna zgodba na drugi strani z nekimi denarnimi tokovi. Beri dividendo, beri buybacki. Tako da jaz bi rekel, vse, kar je tako vroče, kjer bo razvoj, se pravi vse tech related, vse domestic consumer related, to so zgodbe, kjer hočeš biti pozicioniran na teh trgih. Ja. Najlepša hvala, Sašo, za odlično debato. Zdaj sva zaključila prvi del, vidiva se pa še v drugem delu Money How Friends, ker bova pa mogoče malo bolj konkretno spregovorila o nekaterih investicijah. Tako da zaenkrat hvala. Ja. No, hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali, poslušajte Money How, ne bo vam žal, pa pridružite se nam tudi v Money How Friends, kjer boste dobili vpogled mogoče malo bolj osebno o investicijskih potezah sogovornikov, tako da lep pozdrav.